tjabla. Torej, lep dober večer vsem skupaj. Danes gostimo Trboveljčana, psihoanalitika Romana Vodeva, katerega verjamem Trboveljčani in tudi Zasavčani dobro poznamo. Z Romanom se poznava že vrsto let, zato nam ne zamerite, ker se bomo nocoj tikala. Roman, zadnji pogovorni večer smo imeli v naši knjižnici s seboj pred 15 leti, ko smo predstavljali tolo knjigo o spolu, leta 2011. Tale knjiga je dvignila kar dosti prahu. Pa 2 referenduma je sesula. Ja. Ženski zakonik. Nocoj bomo pa govorili predvsem o tvoji najnovejši knjigi, 7. po vrsti, Razočarane gospodinje pri seksologu, to je tale knjiga. Roman, dovoli, da najprej predstavim malo tvoj opus, ko si vse napisal. Ne pretiravati. Ideološke paradigme v športu je napisal leta 2000, potem... November 99. Ok. Letnico 2000. Šport skozi psihoanalizo 2001, subjekt v ideologiji športa 2002, interpretacija športa 2005, potem ta knjiga o spolu 2011, ta je bila prevedena v angleščino, če se ne motim. Ja, pred kratkim. Vse moram sam še založnika najti v Ameriki. Tu pa ne, kako to nisem prefoh iz tega, no. No, pa naprej prvi spol leta 2019. Sam se tudi privaja. Tudi. In pa zadnja, seveda, Razočarane gospodinje pri seksologu, konec lanskega leta, je tako? Ja. Roman, ti si dvojni magister, in sicer magister sociologije, kulture in kinezoloških znanosti. Cela Slovenija te pozna praktično kot angažiranega kritičnega misleca. Tvoj publicistični in s tem medijski vzpon si je začel pred več kot 20 leti ali pa 25 leti. Še prej sem jaz dvigoval prah iz, ko je že on Jarek, Marijanski Jarek, tam po fakulteti za kočenje na DIF-u. Ampak nisem šel tako javnost, ker nisem nobene želje poslali. Zdaj se pa to slučajno, ker mislim, da jaz hočem slavn biti, ker mi je ta etikete. Wikipedija mi za 20, 30, 40 let, ki sem bil gimnastičar, kdo je Roman Vodev, telovadec, trener, pa take. Zadnjih 20 let sem pa res odmeven, tudi pa ni beseda nič. Skratka, ti sem bolj korektno tole. No, v glavnem, ko si posto svojo freudovsko psihoanalizo zakorakal v matično stroko, oziroma šport v športologijo, potem pa še v nekatere druge stroke. Zakaj si zajadral iz psihoanalize športa? Od začetka si bolj to raziskoval, zdaj pa bolj kot ne tudi v seksologijo? Jaz sem videl, da oni, zdaj moram se nazaj držati, sem mislil reči, oni botli nič ne vejo, vrže ne moram reči, ne. Oni kvazi strokovnjaki zelo malo vejo o tej psihoanalizi, ker na psihologiji moraš obkrožiti, če češ narediti izpit. Freud je zastarel, Freud je šibek, je panseksualen, to je vse narobe in potem te psihologi nič ne vejo. Tisti, ki vejo, so 2 nadstropja višji, mi je rekla Tanja Lamovec, strokovnjakinja za motivacijo, jaz sem magistrij za motivacije. V športu je rekla 5 gor Žižkov. Pa moj mentor Ludvik Horvat, je bil dekan filozofske fakultete, pa oddelka za psihologijo, je rekel, da sem napumpan z Lakanom. Jaz sem pa glih, ko mi vedel, vedel sem Lakan, ampak nisem se poglavil, ker Lakan je zavrgel razvoj psihoanalize za 150 let, sem jaz rekel. Pa te psihoanalitiki Lunaček, recimo, ki je dober, je rekel, jaz sem začnel tisto knjigo v steno. Psihoanaliza, ki je zdaj, če dalje bolj pripovedana, se je v to psihostroko odkala skozi teoretsko psihoanalizo lakanovske psihoanalitične šole, ki jo pa res Žižek je poglavar, pa Dolar, pa Alenka Zupančič, pa tudi neke feministke, Eva D. Bahovec, D. je Dolar, čeprav sta ločena. Bila so mentorca pri mojem prvem magisteriju, ki je v resnici pa drugi. Jaz sem prvič magistriral tako rekoč v Zagrebu, izbegal bolečino. Tudi Freud je začel z begom v bolečino, vse nastane v glavi, pri športu recimo. Tako da skozi teoretsko psihoanalizo sem jaz to, da sem šport secil, da sem tisti masterpiece napisal 2:1, nisem smel doktorirati, ki je bil moj mentor, homoseksuale, pa še aktivist. Tam mi ni pustil doktorirati, ampak jaz sem se tako sem se poglobil v to psihoanalizo, da sem mojim kolegom, ki so bili pa psihiatri, pa psihologi, pa socialni delavci,
Sem rekel, ko imeli take pacijente, da ne boste znali nič z njih narediti, ne, jih pa meni prepošljite, ne. To je bilo leta 2000, pa 98, 99, 2000. Sem rekel, jaz sem znanje, ampak takrat sem bil, ne, še direktor javnega zavoda, pa tam na občini sem delal. Ampak pa sem pa vedel, kakšne neumnosti, ki so se hoteli ljudje z mano pogovarjati, pa so rekli, da so že bili pri raznih psihoterapeutih, licenciranih, pa psihiatrih, z unimi bombončki, ne, oziroma zdravila. Kakšna zdravila? To so tableti, blažilci simptomov, sploh niso zdravila, ker nič ne zdravijo. Pa sem jaz videl, kakšne neumnosti to počnejo. In pa se rekel, pa vi meni niste do kolen, ne, egomanjak pa sem, ne, ker sem pač bil motorični fenomen in sem si ego nabildil, pa temna mamica me je rata mera. Za fotra sem bil pa car, imam velik ego. Ne, in pa s tem velikim egom sem pa jaz si upal marsikaj, ne, še zdaj si upam, toliko si upam, da še policijo prekličem, pa sodstvo, pa se tam, ne, se pravi, jaz sem vedel, da imam veliko znanja, ampak nisem se pa spustil komša terapiral, že tam s tistim športom sem mogel. Pok sem pa na cesto vrgel, ne, politično, si kozem pa tolo psihoanalizo pa začel pa uradno, brez licence. No in tale knjiga o spolu, ne, je šla 2011, to je v bistvu tvoja prva knjiga bolj od... Ki ni v športu. Ki ni v športu. Tole smo imeli pogovor pred 15 leti, je bil kar odmev pogovor. Kaj se je spremenilo? Šparina partija ima nek društvo in so naj zaljušen spraševali, njihova starejša generacija, kako je bilo včasih, kako je zdaj. Ne? Mislim, zdaj tu, ali je še letnik 77, tu v moje te hčerke, ki so bile jugoslovanske prvakinje, 89, letnik 77. Pa ta je imel drugo zgodbo, mi, ko smo bili mladi, mi nismo nič vedeli. Sploh, ko je pa tu pluralizem, kjer što vedel, 133. člen, ne, Tito ima debelo rito, ali pa kaj ta zdaj nisem imel reči. Ali pa crkvena maršal, tam in maršal, crkveno ne, so ga kar zapor dali. Ni bilo kritičnega mišljenja, svoj čas, zdaj so se pa stvari spremenile, ker so se začele knjigo slovenščino prevajati. Jaz sem pa to psihoanalizo pa infiltriral v javnost, ne, ker te moji kolegi, te sem že malo zdaj v letih, mislim v letih, saj sem tudi jaz v letih, ampak so čez 70 let star te Žižek, Dolar, pa Eva D. Bahovec, ne, ki rekla, s psihoanalizo ne boste nič mogli. Zakaj pa ne? To bom jaz razložil, opustite upanje. Jaz sem pa kar preko zalomastil s psihoanalizo, sem bil kot slon med porcelanom, tukaj je zdaj preko golopo politik. Jaz sem šel pa kar not v laičnost, javnost, pa sem imel take, mislim, ne butaste, ampak jaz sem iskreno povedal, da to, če mi mislimo, da kaj vemo o sebi, nič ne vemo, mi smo služni svojega nezavednega. Kako to misliš? Tam so rekli, ne moš rekel, da jaz nič ne vem o sebi. Ja, kje boš ti kaj vedel o sebi, če te odvladuje nezavedno? Tam ima slepo pego. Sem govoril tako, kot jaz iz psihoanalize vem. Kar pa je ne bi smel, oziroma ne bi smel. Jaz sem pa pol v laično javnost. Freud je težek, Freud ni nič težek, Lacan je težek. In so rekli, ki so pa začeli pa mene brati, da so začeli Freuda razumevati. Ker jaz sem pa tako povedal, ker tista nemščina pred 150 leti bila taka, da tudi, če Freuda bereš, sploh ne veš, mislim, v kakem jeziku, če ni poljudno tako preveden, Freuda se ne da razumeti s tisto nemščino, ki je imel on 150 let nazaj. Jaz sem pa pol to prevedel Freuda tako rekoč v laični jezik in pa sem s temi vulgarnimi, recimo, zelo bom rekel, da ženska obvladuje, no upam reči, ki mama tle, želja po organu, ki njej na telesu manjka, ne? Da to je epicentr ženske želje. Ženska si ne želi moškega, kar tako, ne? Tiste epicentr, ampak želja je predvsem nezavedna. Kakšno pa to govoriš, kje si pa to prebral? Ernst Jones je to napisal, Freud je o tem govoril in so vsi ti spisi bili prevedeni, včasih še ni bilo, zdaj so pa prevedeni. Jaz sem pa to laični način to povedal in se je psihoanaliza prijela v družbo tudi zaradi mene, ker sem na tako suveren način
v Knapovščini to povedal tudi pikantno, recimo en Žižek je pa to tako zavil v eno čudno zgodbo po Lakanu, ne, da sploh ne veš, knjigo Žižka to, če bereš tako 10 strani naprej, 5 nazaj. Mene pa se bere, mislim pravi, da je to težko, ni težko, no, mislim, da je... No, v bistvu si pa obenem tudi deležen kar določene medijske blokade, ne? Zdaj v zadnjem času, v zadnjih letih. 15 let naslednjo nacionalko, za tele knjige. Ker sem šel v državni zbor, pa soočenja so bile po zakonu javna, sem šel tam na soočenje, zdaj že Hanžek je zraven mene bil. Tu moj dol te kolega, kako pa je, a lahko še vašo vodo spijem, imam takšno tremo. Pa imaš pit, manj je bil ti pijance, imam misel. Hanžek, čit pa tisto karirasta srajca, tako ta groza, ko je ta roza. Rozmanova, groza. Ta je pa še težit, ki si jaz predal na sejmu, ne. Mi smo soočeni, to si jih povozil tiste. Ustavnega sodnika, kjer je, Ciril Ribičič, mislim. A ni bil tudi Domen Savič zraven? Domen Savič me pa hotel posprejati na sejmu, so me policisti mirkali. Oni so mi pa v prvi vrsti 10 anarhistov. Savič pa nikaj ta kobila Podovjana Una, Kovačeva kobila, ne bom več to, ja. No, te so me hoteli fizično, pa sprejem. Ampak jaz sem na nacionalki po zakonu rekel, ko je že Aleš Princ, dej pa ti si močnejš. Si ko rekel, pa grem, pa so bili Neža Šalmov Kogovšek, stavna sodnica je zdaj, aktivistka je, direktorica Mirovnega inštituta. Predhodnica je bila pa Jasna Jalošič, za katere nisem smel doktorirati, ona je bila ključna, tega Lešnika bi že strl, Oreha, ko je Lešnik, pa Ciril Ribičič, se rekel, čakajte malo, vi ste predsednik Združene liste to si jih tako skozi če tudi bila zgornja klofuta, ne pa hčerke, hčerka pa ne, če ne bo vsa doma zahotla pol, jo pa treba gardati pri seksi. In ta zakonik je bil potem zavrnjen, ne? Ja. In pa se pa začela medijska blokada. Medijska blokada si je smel že 2009, ki sem rekel, zgornje klofute mora biti dovoljene v državnem zboru. Tudi v 2011, ki je to išlo, jaz sem imel še kampanjo samostojno za pravilno razrešitev Edipovega kompleksa. Jaz sem mogel na vsa soočenja. Tu so mi poslali te psihiatre, tam na dol smo bili, Možina, ko je poglavar univerze Sigmunda Freuda. Je rekel, najboljši tandem za vzgojo otrok sta dve mami. Pa si kolega, ti nič ne štekaš. Univerza Sigmunda Freuda. Freud se iz groba ven leze, take neumnosti govoriš. Psihiater. Pa je pa gotovo, nikamor nisem smel, odpovedali, konference odpovedujejo, pa grem pa, zdaj sem pa na odru. No, do temu še pridemo. Kljub temu, da so ti vrata mainstream medijev zaprta, tako rekoč, je tvoje komentarje mogoče najti na nekaterih spletnih portalih, oddajah na YouTubeu. Twitter je tam imam pikantne. Twitter, ja, podcasti pa kolumne imajo zelo veliko gledov tvoje, naj povem. Recimo v zadnjem času je bil najbolj udaren tale Ideja s Klemnom Selakovičem. Ta bi pa delil tako reklamo. Ene 30 mi rekli, od takrat naprej ne poslušam, ne gledam nič Selakoviča več, to se jim je zameril. Ker na take neumnosti govoril, sem kolega, tu si, nisem, bil tako moški spolni organ. Ne vem, kako bom naredil, pa sem bil pa njem doma, pa tiska kuška sem božil, pa psičko je imel. To je take neumnosti govoril, nisem mogel verjeti, da lahko človek to glup. Mislim, pa fuj dobro, sem rekel, kolega,
bom prišel k tebi, kaj prosil, ne, to pa je, ne vem, če je res, to moraš 50,000 € plačati, da tja prideš. Zdaj, a je res, a ni res, to si mi rekel. Meni je bilo treba nič plačati. Sam si rekel, všeč mi je, kako se ti spopadaš z nevednostjo. Ker v njih gostil tudi butle. Mislim, tako, da bi mes tablete dal, ne. Blažilce simptomov norosti. Pri meni ni bil pa naščuvan, ne. Tiste pičkice so se mu tam nastavljale, jo, Klemen, dej mu povej. Pa je pa brcal temo, pa pride enkrat splet okoliščin psihiatrinja, ena je rekla, ko sem vas pa jaz tam poslušala, sem vas pa začela resno jemati. Bravo, še kaj rabite kako znanje? Pa smo pol debatirali o znanju, ki ga nimajo psihiatri. No, pravno zaradi te medijske blokade in onemogočanja tvojih predavanj tudi se pa podal v Gledališke vode. Tu me pa mene že podal. Je rekel, tvoje predavanja v Tolminu. Smel zdravniško neko zbornico, same zdravnice so bile. Te Petelini, nek kirurg, ne, ko hodijo sicer k meni zdaj. No in sam jaz, kaj je rekel, pa one pipike v belih haljah, pa zuni, ko je okoli vrata, ko malo za srce poslušati. Same, in pa si rekel, kako mi zdaj s tem kaj povedal, sem jih pa nasmejal. Pa sreče, da je ta Latoja, ta kmečka bunka, ko je že. Ta porno zvezda je iz Tolmina. Pa sem pa celo teorijo promiskuitetnosti razložil, pa da to je upeljal, pa je rekel, to je una, iz tam je doma, ne. Pa še povedal, sam babi pa mama, pa fotor ne znam. In pa si jih toliko nasmejal, pa me pa še eno vprašala, naša kolegica rada vozi motor. Pa je ona kar zlezla pod mizo, pa vsa rdeče lasa je bila. In pa si to v Knapovščini povedal, da ima neverjetno željo, da bi jahala deca, pa tistega motorja dobi, ne. In sem sorry, če ste še Benka Puljko je pa šla okoli sveta, pa je prišla poročena nazaj. Brez deca je šla. 2 leti je vandrala, motor ima simbolno strukturo. Organ je to, ne. Zdaj baba, če ga vozi, moja mati je na BMW-ji bila. Sam je na noge skupaj, pa fotor se je držala, pa so kikli je bila. Ja, se povedi tako. Se tudi smejati se, ampak tako govorim, sorry, mama. No, zdaj pa kar zaljahajo ta motor, ne. Tu je za pohote, tu imam en brzdano pohoto, če ni lezbika. Lezbika je druga zgodba. Ok, začel si s predstavo Seks, Freud in jaz, če se ne motim, potem si nadaljeval z Lepotica in psihoanalitični zver, Najstnica pri seksologu, pa Razočarana gospodinja pri seksologu. Tu imam zdaj 450 predstavov. Jutri imam ni razprodana, ker ima 300 sedežev, Vrhnika. Cela Ljubljana bo šla dol, ker v Ljubljana pa ne dobim dvorane. Poskaroli mi zdaj rekel, da bo dal. V septembra bo šel 500, ko je že tale, mega dvorana, v Koloseju oziroma Odisejo. Ampak, pa jaz sem da bo resoliral, ne? Seks, Freud in jaz pomedal pa, Pa sem imel pa Lepotica in psihoanalitična zver z Moniko Bikinski, Jekler, tu ima XXXL. Mislim, so mi jo prepeljali, to nisem vedel, kam sem bil očka gledal ali bi me vzdol gledal. Ona sem jo na odru, sem rekel, ne rabiš tudi govoriti, ne, sam pokaž so. Tam sem soliral 90 minut skoraj, unaj 10% cajta. Pa je bila pa tudi dobra uspešnica, smo šli pa, da bo tako 50-50 oziroma 30-70 je bilo. Sme Uršula Soban, na audiciji zmagala, res dobra. Pa tam neki so zelo sem pa to Moniko Jekler, to je letnik sicer 88, ona je pa 79. Pa je bila Mina Manolovič, 88 letnica poznam. Zdaj ima pa Vesno Anđelković, ta je pa brez, to, obedve te zadnje so srpske igralke, zdaj pa one pa govorijo. Ta Mina je še pela, ker je ko pevka. Kako ti je igrati sebe v teh predstavah? Vse ne igram sebe, jaz sem Sigmund Freudep. Sigmund Freud pa Roman Odep, klon, pa se zdaj bavam. Včasih tudi mislim, sem se že tudi napil malo. To še bolj govorim, ne, 2 pera sem spil enkrat, pa šampanc, pa še tist, en štok ali kaj. Si imel kakve zadržke sprva mogoče za to? Ja, nisem, pa so pa rekli, da recimo Monika boljš igra. Mi je rekla njena sestra. Ona je igralka Orn, kako bi rekel, mladinsko gledališče, v tem Fofite, res dobra. Mislim, lahko bila profesionalka.
In pa sem se pa jaz začel malo fnati. Jaz sem prej sebe tako igral, kot sem je rekla, sem bil na terapiji, pa v dvorani, si ni nobene razlike. Sem rekel, malo je, ker malo bolj dvorano moram malo nasmejati. Zdaj sem začel pa pretiravati. Zdaj pa take kleftrane umne, nisem neumne. Ker moram jaz nasmejati, pa še poučiti moram. In zdaj samo živam. Ona zdaj govori 50% cajta, ta magistra dramske igre. To tako govori, da mislim, če ne bi neč, ampak moram pa parirati, ne. In nekateri, ki so me videli, kako jaz igram, tole Gjerek, samo, sta šla kjela čez hrib ne Blagovica, Braslovča. No in sta prišla na predstavo in rekel, stari, kako pa ti igraš, sa Borštnikov prstan. Če ne vedel, da nisem glumaz, to bo Borštnikov prstan. A te predstave, ki sem jih naštel, so si med seboj podobne, najbrž? Ja, vse je seksualno. Aha, vse je seksualno. Psihoanaliza je vedel o seksualnosti, ne, prej malo, če si jaz seksolog. Psihoanaliza je vedel o ženski želji. Freud je želel vedeti, kako ženska uživa. In je spoznal, da je njena želja nezavedna. In da si ne želi moškega, ampak tale organ. In to zavest nič ne ve. In sledi pa ven. In jaz sem celo zgodbo z nezavednega, celo otroštvo preštudiral, te razvojne psihologije, te psihologije. Ljubica Marjanove Čumek, pa to je poželjemsko smilje, pa je top of the top razvojne psihologije. Psihoanaliza je veda o otroštvu, kako se rojeva osebnost v odraslosti, vse se vrne, pa vse je seksualno. Freud je rekel, recimo, da je že otrok seksualen, to so se križali. Kje sem pa jaz zdaj dodana vrednost, ker Freud pa ni, zdaj grem pa jaz pa v sex life. Tale knjiga je o sex life, unem naskrivaj. To, če čete politiko razumeti, sam kako oni se dol dajo, sam to je treba vedeti. Pa veš, za ko se gre. Politika je nastala za papi, kako bo treba zdaj jo prefilmati, da još spravo, v ležeč ali pa klečeč položaj. Roman, ti se deklariraš kot politični levičar, ampak tvoji pogledi na teorijo spola in feminizem pa so zelo konzervativni, ne? Ja, tako se reče konzervativni. Sam, jaz rad bi vedel, mene zanima, kaj je res. Ker jaz, odkje jaz to imam, pa kar nekaj sem pa jaz psijastaco hotel. In gledaš, da je mamica trbuščka dobila, pa so rekli, da jo štorkla prnjase, Pa sem pa, kako bo štorkla prnjasa, pa kar nekaj pridejo s tistim dojenčkom, sem mislil, da bo lepa punčka, Sem suvereno bil poražen v boju za mamico, in mi sestrico tam na ozadje mi prišla. Kurjala pa pliješasta, pa brez zuba pitla. Ampak sem pa punčko želel. In pol pa to psihoanalizo sem šel pa v jedro, tam je vse seksualno. Sorry. Ker se ti ukvarjaš, pa še tako epistemološka pulzija, rad bi vedel, se napaja iz otrokove primarne želje, da bi vedel, odkot prihajajo na svet otroci, pa če ima mamica lulčka, odkje, kako, zakaj ga nima, da on skozi to premljeva. In ta seksualnost se pri 3 letih rojeva, in premljeva vsa pohod, tam okoli 3. leta naseli, ta zaljubljenje pa ljubezen, to so drugi fundamenti, pa pohoda. Ma pa tako kastracijsko fazo. Če to vse ne študiraš, pol tu z rokava stresem krčeš o seksualnosti, ne pa tam, ena je bila, seksuologijo študiram. Ma takaj Freuda nič, kar zaključ, da neč vedeti. Mislim, rad bi vedel, me je to koleklo, pa vem odkje je, tudi vem, zakaj je rad to sem zelo pocen kupil, pa šuhaj tudi. Zakaj na razprodajah rad kupujem. Sranje navade se mi ne čudne, kahlico niso meni na borju. Pa sem pa šparal ti izrek, sem malo skopuškosti, in sem šlo sebe analizirati. Imam pa ful veliko željo povedati, epistemološko pulzijo. Jaz bi rad vedel. In jaz kot levičar, fotor je bil Lovro Partizan, veš, jaz sem levičar, pa Trbovlje ne more biti drugega kot levičar, In jaz pa to psihoanalizo, pa še Freud prav, nelagodje v kulturi, je rekel v času bolševiške revolucije, tako je, to je zgodovina, novembra 17, oktobrska revolucija, je rekel, tu bo 14 dni traja, 1 mesec, gotovo. Moški ne more biti enak drugemu moškemu, mislim, to zdaj jaz govorim. Ko bi rekel, da morajo vse babe enake lepe biti,
veš, da hoče biti lepša, ne. Decka mora zmagati in socializem to onemogočal. Freud je vedel in napovedal propad socializma kot plemenita ideja. Marx, Engels, Lenin, socializem je plemenita ideja, samo če je človek psihopat, ne, mislim, žival. Ne more biti socializma. In psihoanaliza, ne, Lukšič, Igor, politolog, ne, je rekel, če pa zavlada v tej vednosti, psihoanaliza ni več levice. Oziroma levica čist deformirana. Bo vse bo konzervativno. Jaz sem pa samo psihoanalitik. Ampak pa če me pa kliče, da kaj povem, ne, greh bi bil molčati, in pa jaz nekaj povem, ja, to je pa konzervativno, ti si pa janšist. Kak janšist, mislim? Kaj mislim, če sem strbovel? Zelo je partizan, ne? Pa ne, jaz bil Charlie Kirk, tudi me že atentat že davni nareče, ki v Ameriki. A meni pa zdaj policijo domov pošljajo. Mislim, tu ni delo Tito, mislim, delo, on je pa koli otopnel. Tisti je najbolj zamirni, da so, ne pa vojne poboje, ki imajo vse vojne, ampak da se goli otop, pa se svoboda govora cenzurira. A zdaj pa te isti delajo. Dvakrat sem dobil od Klakočarke. Lipa pršel, sorry, tu je policaj. Facebook vas, ko sem bil direktor, je bil moj reševalc, sem imel vse rešen. No, tudi še povem, so mi prinesli, so mi opravičevali, kaj imaš, kaj, tu Klakočarka, ja. V redu, pa sem sam branil, ne, kom pa meni 250 € že plačal, ne, polovičko 125, ne, kazen, dol sem mogel to, prijateljica mi pa sodila. Zdaj ima pa tle letale, iz Silnice, mislim, naprej se je zmenila, da bom. Koliko tožb imaš odprtih trenutno? Tožba je samo ena, pa ta od Klakočarke, ki bom zahteval sodno varstvo, ne, če ne bilo Klakočarke, bi jaz to zadnjo predstavo zaključil, lani. 400 predstav, 420 gotovo. Zdaj imamo 500. Moj ime je že bral 227, bomo mi še delali. 500 predstav me, jaz samo se razprodam. Za Klakočarke. Hvala, Urška, hvala. Pa je zdaj nam povedal, koliko smo zaslužili. Ampak King Kong teater, to ne kjer misel, da si jaz to užertal. Jaz dobim tam 1%, zato da imam plačo. Pa terapiram pa večino, mislim. SP sem mogel zapreti, ker sem prevečkrat probovno terapiral. Tako da delam zdaj skozi King Kong teater pa Zavod Zimske ulice. No, Roman, tebe imajo v zobeh tudi feministični lobiji, ne? Zdaj pa prosim pokomentiraj tole tvoje trditev, da je feminizem je rak rana slovenske družbe, ker ruši koncept primarne tradicionalne družine, ker kastrira očete. Če imaš ti kastriranega fotra, sorry, jaz poznam zdaj zgodbe teh raznoraznih, ki so imeli deficit v prejemanju moške avtoritete. Niso vsi takšni, ne? Tudi Aljuš, recimo, na zgodbo z očetom, pa smo ful se Petelini, mislim, ima prav, pa je bil član SD-ja, pa je zdaj konzervativen, pa tako naprej. Pa kritizira in svoje SD in Gibanje Svoboda, pa je politični analitik. Ampak feminizem, če bo skastriral očete, da fotar ne bo imel pravo glasanja v družini, pa da bo tam imela isto plačo. Če ima dec, ima dajajoče genitalije. To moraš zdaj apelirati denar v mednožno denarnico, ženska je tam zato, da zapravlja. Ti imaš 200 € za pijet. Ostalo dobi ženska, da zapravlja, samo ne razsipa. Ona bo že znala. Ženske genitalije so sprejemajoče, Freud je rekel pasivne, moški pa aktivni. Tudi seksualni akt je dajajočost moška, pa mazohizem, ženska sprejemajočost in tle se užitki napajajo. Če pa dec kastriran, če nima službe, če je baba poglavar družine, tu so otroci čist zjebani. Sin ne bo vedel, kaj je moralno prav, ker se ne bo očeta bal. Tudi onga oče, jaz sem se fotra bal, to naj pove. Tudi po 6 letih nisem se smel več objemati, nisem pustil. Ker sem ljudi pa tako razrešil, da fotra, ti tvoja mama, jaz sem pa se, po 4 letih sem že imel, kaj je bila, Gruškova mama, od strupa je zdaj. Jordan se zdaj piše. Pa sem Slokanovo Marta v vrtcu, sem skozi punce imel, ker mi mamica me ukradil. In jaz sem suvereno poražen. In če si ti poražen, si neha želeti mamice, vzpostavljaš ta boj in cesta, potem v odraslosti med lušen pa prav zbereš prav, ne pa lušen. In če ni foter kapodik banda, bojo te prasci pokvarjen vodili družbo, to so narcisi, to lažejo kot pes. Nadmor, rad pa babe.
ne, naravno za dva, ne, za to, ker imaš razen skopuhi, te imajo pa denar za to, ga pa srad ne učila, ne, je pa skopuh, pa ima milijone, pa umrl, ne, pa kam bojo pa milijoni šli, to je največja nočna mora je skopuhi umret, ker ne uvedo, vam pa signarjam nadere, ne, če mislim to. No, v glavnem, moški rodovi bojo zaznamovani, če moški ne bo v oče očetoval na način, da se ga foter bal, mu prepustil mamo in da se mu spostavil močni nadjaz. In da ga bo vest tekla, da ne bo kradil, da ne bo lagal, da ne bo prijatelj baba ne tegnil. To moški načeloma ne naredi. Ženska pa nima lulčka, ne, se ne da nič odrezati. Žensko moralno razsojanje je pa na sočutju zgrajeno. Sočutje pa ni tisto pristno moralno razsojanje, ki ga imamo 20% moških, ne. Načeloma sem jaz tist, za druge nam zdaj sodo. V politiki, to ni poštenih ljudi, mislim, tako čez, razen prikotali na žrapi. Ta bi bil v redu, da izkusti. Zelo naslednjič po mojem novo kandidiral, ne? Ja, seveda ne. Če vidi, kaj se tam dogaja, mu prijatelja Uškar priganja. Babe, če foter ni kapodibanda družina, ki sama butle si bo tam zbirala, bo pripeljala domov tipa, foter bo, kanska smo pripeljala, oči isti je kot ti. Ne, mislim, butle bo pripeljala. Če ni foter car, foter mora za punčko biti tepstu, ne. Oče tisto, ko je mamico red spravila, ne, ker mamica zna tudi zašajdati, ne more preveč slabo mamo, korigirati dovolj dobro oče. Sam ta oče mora imeti denar, da ga daje, varna zaščita, moč mora biti, pa baba ga mora ubogati. Sorry. Ženska mora svojega moža ubogati, zato da mama vidi, kaj ga carja ima fotra, pa da malo vidi, da se mamica boji, ne da bo sika skozi nazaj. Da ga spoštuje očetovo besedo. Ne, pa če je dec putas, ne, ga mora ven zoleči, ja se oči tvoje veš tam žute minute, drugače pa dober, ne, sam kadar je pa pijan, je pa čuden. Ne, pa veš, ma zdaj zdrs, ampak drugače pa v redu. Tu če ni, tu če butl, laž svojemu sinu, če ne bo butl ratu. Ne, bodi butl, tako ko je foter, takega te ljubim. Ti torej nasprotuješ konceptu enakosti med spoloma? Jaz sem rekel enkrat, da bi mogli dve ostave biti. Za človeka pa za človekinjo. Mislim, za dece pa za babe. Zato, ker ni isto. Ne more babica avto gume menjati. Dec mora zamenjati. Prat, zune, loščenje. Tu avto je simbol, ne, tu dec mora. Ona mora imeti težave pri pridobivanju izpita. To je špicna roba za žen, če baba ne zna vozt. Moja mat ne zna vozt, ne. Tista, ko pa fajn voz, to je pa, ali so lezbika ali pa ne, mislim, pa 200 voz po avto. Sploh še ima izpit za motor, ne? Ja, te so nevarne, ne, kaj si pa odločne malo preveč, ne. Mislim, kastrira moške, zato feminilnost, danes sem šel zjutraj Melanijo gledati, ne, to je diskurs feminilnosti. Mislim, čeprav je tudi diskurs kapitalizma, pa kiča, pa elite, pa tisto, kar jaz ne maram, ne, jaz ne maram razlik med bogatimi in revnimi. To je ta prosocialističnost, ampak pa gledam, kako je ta ena naša nečka bunka dol iz Silnice, kako je tega poglavarja ukrotila. Mislim, za mene je zanimiv film, tu dobro je narejen, tu Levica ne sme. Boskarol ga predvaja, mu hoče Odisejo zapreti. Ko še logok misli Odiseje, tu ga ne vem, kako ga naredili. V glavnem, ženska ima ta dud s svojo blondnostjo, tako ne pa seksualnostjo, pa tako naprej, ukroti tistega alfa samca, ko ga noben drug ne more, jaz ga pa z nežnostjo. A te naše babe, kurva se pa krega z njim, daj ti ga tam v seksu ga malo, ne mu dati. Ne? Pa boš pridn, sedi, lezi, tačko, pošta dugo. Ja, tako je to, ne pa da se krega, pa ga navali narode, pa ga kastrira. Zvečer ti, jaz bil pridn, nisem bil, pa imaš tam neročne spretnosti. Mislim, Zdaj pa prosim pokomentiri tole trditev. Spolna usmerjenost staršev nima ključnega vpliva na otrokovo dobrobit v družini. Najpomembnejše je, da otrok živi v ljubečem in spodbudnem okolju. To ni res, ne. To sem bil pravniki, so mu vabili 2012, Teršek, ne, foter bil Silva, to je pa Kožev. Andraž. Andraž Teršek.
Ja, pa ne sme biti 14. člen ustave spolna usmerjenost ključna za to, da en ne dobi otroka. Slego, da ti ne štekaš, pa noben ne šteka. Ni ključna spolna usmerjenost, lahko je foter, gej, mama lezbika. Sam otrok mora imeti iluzijo, da se ima ta rada, mislim, tudi če glumita. Ampak koncept genitalije, tisk, se pravi, ko fantku preti s kastracijsko bojaznjo, ko se vpraša, kje zdaj meni lulčka lahko odreže, če si jaz svoje mamice želim, kar je prav, da si jo želiš. Pa ti mora bitje s penisom, spolna usmerjenost sploh ni bistvena. Bitje s penisom morate manj prepovedati si mamico želeti. Še ena ženska brez penisno bitje. In ključni vhodni spol v Oedipokompleks, vhodni spol v starševanje, bitje s penisom morate malo, ne smeš. Ne more mamica reči, ne smeš. Mamica mora reči, ej, pomoči ti povedala. Jaz to sem kdaj bo fotor prišel, to jim pa dolgo, Tam je enkrat me je, še pol imela, pol jokala še 2 dni. Bil je bolj tak poredno otrok, fotora se pa mat. Bitje s penisom mora vstopati v Oedipokompleks. Mamica je bitje brez penisom in otrok misli anatomijo genitalij, on jo razmišlja, nezavedno razmišlja, pa pol, ko je star 10, 12, 13 let, že ve, da fotor, kjer tistega lulčka deva noter, pa bratec rata. Ono za nazaj mreži misli, za nazaj in ve, da je tist, ki se ga jaz bojim, je bitje s penisom in ne more 2 lezbike to vzgajati. Če pa bojo, pa otrok brez moralne razsodnosti, pa 2 babci bo želel, pa skozi bo trojčka hotel. Že tako imajo deci biti s trojčkam, pa bi, No, zdaj, če preidemo počas na tolo novo knjigo Začarane gospodinje pri seksologu. Za tiste, ki še ne veste, je to psihološka, psihoanalitična knjiga, ki temelji na resničnih, anonimiziranih primerih iz tvojega svetovalnega in terapevtskega dela. V knjigi se bolj osredotočaš na intimne izpovedi, spolne frustracije, travme in potlačene želje sodobnih slovenskih žensk, predvsem poročenih ali v dolgotrajnih zvezah, ki jih v knjigi imenuješ gospodinje. Za slova predstavljati, naslov je obran. Drugače pa to knjiga o ženskah, vsaki ženski imaš pa še moškega zraven. Zdaj bi sam malo opisal, kako so opisali tvojo knjigo. Opisana je kot pogumna, kontroverzna, vodebovska, šokantna, direktna, brez dlake na jeziku. Zdaj pa, kako bi pa ti opisal svojo novo knjigo? Opisal, mislim. Jaz sploh nisem merodajen, jaz sem kar nekaj knjig. Najraje sem bral Nancy Friedej, ko je že tale ženske seksualne fantazije. Ena knjiga, po moje nimate več, ker so jo zaplenili. Pa še moške seksualne fantazije. Ful je taka, wow, Napram tem tisti nič, Ker jaz govorim tisti, ker moram se vprašati. Jaz moram gospa, kakšen imate pa sekslat? Da ste pa seksualne zadnje, fafate ga radi, jaz moram vse to vedeti, od 1 do 10, koliko imate to? Tudi na odru vprašam, zato mislim, da je to isto odre ali pa ne. Čas, če ni treba nič ne vrtam, jaz moram vprašati, ko pa je to orgazm, to pa ne bi vedela, kakšna nova pašteta, pa baba štara 40 let. Odkje pa to, pa vrtam kje v otroštvo, pa vidim, da je brez fotra, ali pa da je mama, da je ne boš se žgrčkala, se ti bo roke posušile. Ali pa, kdaj ste pa masturbirati začeli, jaz se spomnim, sem imela še dudo. Sem se žgrčkala, cel vrtec naučila. So pa metulčki, pa še koliko je preloši. Mislim, to mi ženske, ali pa mi mamica očima prepalala. Sem bila 13 let stara in je tip začel mene osvajati. In je tudi osvojil. 5 let sem se dol dajala. Danes ne moreš več s tem. Mislim, zato, ki mora tudi varala. In pol misli, da je krivo varanje, vsak dan je na grobu, pa tiste srečke prežiga, se kot tu pa te unitam zakopan, to je zelo, to Bog ve, kje je, to da ni, ne rabite vez, moram. Sem ga varala, se pa tu po Sloveniji vara, pa ne dela takih zgodb in dram, kot vi delate. In pa ugotovim, da je ta ženska pri 13 letih se z očimom 5 let dol dejala, 5 let. Za maminim hrtom, tam imate vi travmo. Kje bo kak psihiater to, kje bo to vedel? Če otroštvo je
Otrok je oče odraslega človeka. Otroštvo je ključno, tam ni treba vse preveriti, da razumeš patologijo, ki se tle dogaja. Ali pa normalnost. Ne, jaz se imam za zelo normalnega, zato sem nastal v otroštvu. V primarni družini do 6. leta. Serijski morilci vsi nastanejo do 6. leta. Zaradi jeze do mame. Ne? Jeze do mame. Tudi gej nastane do 6. leta. Zaradi jeze do mame. Rad če spolna zloraba gejevsko koncipirana. Se pravi, Breivik je bil jezen na mamo. Na materine ljubimce, pa je pa ksenofobijo zganil. Če mu je Jevača pripeljala domov. In pa je imel jezo do tujcev, in pa je alergičen cel ISIS pa to. Ampak bolj je bil jezen na mamo in pa je razstrelil simbol mame državo. On je razstrelil parlament, ki je simbol mame. Tujci so pa Jevači od mame. Kakor so, fotor se je pa naveličil, že 3. žena pa je šel v Francijo. Fotor mogel od Breivika v res ubiti. Mama je od žalosti umrla. To je stomben drug, ki sem v norveščino prevedel, oziroma angleščino. Pa poslal na Norveško, to je normalen psihopat Breivik. Proizvod psihopatološke matere. Zdaj pa nem Karmen Šter, ki je super, ta serijski morilec, proizvod psihopatološke matere. To niso kriv, ali pa tale ena naša iz Zagorja, tam nas videl Črno kroniko. To je vse malo patologija za otroštva. Zdaj pa to psihoanaliza se pa s tem ukvarja, kako se otroštvo vrača v odraslost. Se pravi, v knjigi, za tiste, ki še ne veste, so primeri Romanovih terapij, ti si delal zapiske pač in potem si te imena spremenil, pa soglasja pridobil, da si lahko objavil. Zdaj, 10 zgodb so bile pa bolj lezbične, sem mogel ven dati. Enih parih je že umrl v teh 20 letih, kar to delam, ker to so primeri v poprečju star 10 let. Sem mogel fejstiti, to sem 17 zvezkov na morje in pol da mišljam, pol pa kličem, a lahko to objavim. Že imam, ja lahko, a lahko prej vidim, napišem poglavje, da 5 ur pišem. Joj, sem se premislil, ne, bi me bojo prepoznali. Pa sem jo zapakiral dol v Semič, baba pa z Jesenic. Pa mi ni pstila, pa sem glavo dol dal. Čeprav odvetniki so mi pa rekli, če je čist zakodiran, lahko objaviš. Sam jaz bi raj, da prej vprašam. In večina teh zgodb imam dovoljenje, pa ful je zakodiranih, ampak bistvo pa ostaja. Se pravi, kako izgleda terapija pri tebi? Jaz bolj svetujem, ker te psihoterapeuti to rad zaslužili. Ja, drugi teden bo spet treba priditi. Jaz še vidno eno, pa se enkrat pogovarjam, joj, sem na novo rojena, zmagal sem. Ampak jaz probam zaslužiti na odru gledališkem. Tukaj pa, da enkrat pride, pa ji povem par stvari, da se bo zavedala, zakaj se to dogaja. Gospod, tam imate vi Fedor. Pomim mora življenjepis, pogovarjamo o otroštvu, ker ko vidim, ko ima za eno zgodbo tukaj, išem tam, tlele imate vi nekaj. Pomim pa pove, tlele. Joj, jaz tole seks, pa sploh ne. Tu, če ga ne bi bilo, ja, fotra ni imela. Sploh ni pohoda razvila. Lahko pa razvija promiskuitetnost, recimo, ko skozi neke fotre iše. To se ne zaveda, jaz pa to vem. Pa še moški pridejo, ja, dobili ste jo leta. Pa brez fotra, kje boš pa pohodo imel, Obstaja pa druge, ko ima pa pohodo tako, da sem rekel, gospa, fotor ne napiše priročnik, kako vzgojiti hčerko, ker taka pohoda, ki imate vi, tu pa ne najdeš zmar, Jaz sem Porniče gledal že po 6 letih. Pa naj nič ne piše fotor. Porniče gleda po 6 letih, To je brez organa naš let. Pa ne vejo nič od tega, zakaj se pa iztaka. Se pravi, glavna klientela so ženske pri tebi? Ja, približno 80% je žensk, ker moški pride tu, ti ga odreže, Prideš tja, šlic odrezan na mam. Moški s problemom je kastriran. Ženska nima nič, tam imam škatlo robcu, tu skozi neki jokajo, kje bo dec nima kaj jokati, On tudi ne boš, on se napije. On se napije. Dec se napije, babica pa tam malo se reže, tetovirana, piercinge, motnje hranjenja. Ja, motnje hranjenja. Kol pa bilo, kje pa očetova ljubezen bila, ja, oče se je odselil. Ja, nis dobila očetova ljubezen, zato pa se baše s hrano, Hrana simbol prijemanja ljubezni očetove.
Pa dela enako spolov tam na psihiatriji, Karin Srnec. To sem rekel, pa dajte s hipnozo delati 20 let nazaj. Sem že znal hipnotizirati. Če ste dobim, to je hipnotiziram lačno, si lačja, napaj, požretam, jaz si kupim, ona tam je. Prej pa, kako ste se pa vi za 2 kila v enem tednu, to je pa medicinski fenomen, ker take ženske, to jih mi s transfuzijo pa antipsihotike jim dajo, ker misli, da so nore, ker je vsaj zdahva shirana, pa misli, da je debela. Jaz si pa s hipnozo dam apetit, pa lepo se ne žretam, ne. Pa kile dobi nazaj, mislim, sorry, kako je pa to mogoče? Pa sem rekel, za mene dobi tu na psihiatri, pa povedajte, da se hodete, hodite pogovarjati. Ne, sem povedal, da se prvo so krv tla začeli gledati. Ja, zato pa ne mara, ker sem ta psihoterapevtski zakon spremenil, da je talking cure zdaj ključen, ne več psihiatrija. Te kdaj ženska na terapiji peca? Pa ne me sprašujem. Kako odreagiraš? V glavu, ali mrtvo hladen sem. Mislim, zdaj bilo tudi veste, mama tule soli, da se ti ne nisi jasna, okej. Enkrat je ena prišla, pa jaz tu ima probleme z možem, ljubimicama, pa tako naprej, so komata pa ljubimca, pa to fuk brez muki utopija. Fuk je luš muka, bo pa pol prišla. Eden je umrl zaradi tega načela, ne. Se je kot ne varati. Eno žensko sem rekel, sorry, da vas moram to vprašati. Bom zdaj povedal, kako sem vprašal. Fafate ga radi? Možno ne, vam ga bi pa. Zdaj se pa znajte. Sem šel na mrtvico s peciklom. Pa dobro mrtvica. Pa ne smeš. Sam to ni tako enostavno. Ker postaje to tako, to bi se tako tikale, ne gospod vikala se bova. Sprav ti se striktno vikaš na terapiji? Ja, hokej, tudi tam, če se že prej tikam, ne, pa je težko na vikanje prej, če že tam friend pa se tikaš kaj, recimo ali po Facebooku ali pa tako, tole, te bolčanke so navadne. Mislim, raje te bolčanov ne terapiram, ker pa jaz cel seksualni pen, pa se pa vidim odkure po cesti, ne, jaz sem ga loki tam fura tja, pa vidim žensko, ki je točno, ne, on ve zdaj, kaj se meni mota po glavi. Mislim, jaz pomagam tem, ne bom rekel potrebonam, ampak tudi flašo pira tam, pa tam, kako povem. Ampak te ženske, pač, to je Jung je vsako netegno. Freud ne, Carl Gustav Jung. Nevarna metoda, je treba film gledati. To se zgodi čustvovanje, ki se imenuje transfer. Transferno čustvovanje, strogo teoretsko, to je zaljubljenost. In ko so se babe tam zaljubljali psihoterapeuta, je promenilo na mozgu delo. Sam Breuer je s tem začel. Breuer je še vsako netegno. Freud je preko čakaj, kako pa ti to delaš? A ne, o tem pa ne govoriti. Pa Freud bi zaljubljen Ido Bauer, dobro. Pa predeval to problem, ne. Mislim, najbolj zajema, ko pridete Playboy zajčica, da Joške imena umetne, ne. To nisem mislil, da kameleon pismo, eno očko gore, eno dol, nisem smel, pošla mi da skupaj na kavico. Bi se tikala, tudi jaz nisem robot, ne, mislim, ni včasih enostavno, ne, tako da, joj, veste, sem vas po moji terapiji treba sanje, mi povedati, ker tale pogovor z menoj je ful močen in se v sanje gravira in cel pogovor se tam utke v simboliko sanj in pol moram sanje vedeti, ne. Zdaj rečem, gospod, čujte sanje, mi prepošljite sanje, razen če bo kakve erotične, pa ni treba, ne. Mislim, čeprav so tudi erotične, lahko simbolne. Sam ena je rekla, joj, sem vas sanjala, so bile zelo erotične sanje. Nisem vedel, kako bi rekel, sem rekel, a sem bil dober. Ful ste bili dobri. Sem rekel, to jaz nimam, da note mislim, da sem telepatsko, jaz okej. Sem rekel, gospod, to vi predelujete ta transfer, to je pričakovano, se reče transfer, samo ne, da note gojil upanje, da bom videla kaj imela. Krena je kar razložila, da sem oporočila. In je začela tam govoriti. Pa skozi, Joška ima imela take skuse, sem rekel, sorry, sem še tikal. Ne, ker sem se že prej tikala, pa to je nek zasav je, kako se pa skozi Joška gledaš, ne? Je pa res imela rajske buče take. Ne, mislim, sorry, tu je mama naša imela vrke in jaz tu imam raj vrke, ne. No, in potem je začela govoriti,
da se bom poročila, pa še meni rekel, da sem jaz gej, kakem gej, če imam 2 otroka. Ne? In lahko bil Zweitakter, ampak nisem nikaj Zweitakter, nisem bil še svojec. In rekel, da tu sem jaz en redkih moških, da ne napadam. Ja, ne smem, zato ker jaz sam sebi nisem všeč, pa ni problem zdaj Tina ali pa otroc, ali pa ne vem, mama to. Jaz moram s tem živeti, ker jaz tega ne smem narediti, ker me res toliko pekla, da ne. Skratka. Ti nimaš licence, pa vendarle izvajaš terapijo. Kako to? Licenca do zdaj ni bila potrebna. Jaz sem se boril za to, da licencirani psihoterapeuti se odkajo zdravstveni sistem, po mojem vedenju mogli biti pred psihiatrijo, ker tista tableta nič ne zdrav, to ni zdravilo. Oni bi se mogli pogovarjati, samo če so tukaj slabi. Problem so slabi licencirani psihoterapeuti. In jaz sem se boril za novo verzijo tega popisu, pritožbe, tej Zvezdani, Mojci Ternovšek, da so spremenili in to v korist, da tej licencirani psihoterapeuti so v zdravstvenem sistemu. Jaz sem bil proti sebi. Jaz zdaj formalno ne smel terapirati. Zdaj tukaj tam, ne vem, že stopil tu v ta zakon. Jaz vem, da tisti, ki se spoznali, ne morejo gorelc, pa tam neka bioenergija, pa prejšnja življenja, pa ne vem kva, to ste pa, mislim, to so te šarlatani, večji gre so slabi šolani psihoterapeuti, to me ne bolj skrbi. Ampak zdaj bom jaz terapiral še naprej, ker jaz delam tisto, kar je moralno prav. Tudi kršim zakone. To je postkonvencionalno moralno razsojanje. Jaz nekaj delam, kar je prav. Sem to pa jaz čutim, kaj je prav. Tudi se pa jaz kršim zakon, pa sploh ne zanima. Bom pa nekaj verjetno izjavljam, zdaj mogu izjavljam, da se rada pogovarjala z ljudem. Pa se pa pogovarjam, enkrat, dvakrat, 100krat, 150krat imam rekord. Mislim, vsak teden so hodila. Tako vam rekel, da ne. Mislim, pa še tako neka znižana cena, pa takrat sem še, mislim, račune stavim preko tega zavoda, ali pa, ne vam zdaj rekel, neč govoriti okoli črn dela. Ne, imam tudi donacije tam, PayPal, pa ne vem kva. Skratka. Se pravi, v veljavo prihaja nov psihoterapevtski zakon, ki je tudi po tvoji zaslugi bolj naklonjen, ne? Ja. Psihoterapiji kot pa psihiatriji. Unga zdravnika, internista, v prejšnji dan je bil poročen, ko je Ferdinand, ko je internist, nek Potočnik, Ferdinand Potočnik, kako je, Federico Potočnik, iz Argentine so prišli, ne, malo so bili desni, ne, in on se je za svoje kolega psihiatre, a blage veze ni imel, ko on sploh zagovarja, ali pa tale pediatr, všečenje, Pokorna, ko je že malo. Marko Pokorna. Ja, kao Studio City, prsuno, dobra mrha, psihologinja. To sem malo videl ene stvari, ki jih ne bi smel videti. Ko vidva eno umno govorita, če se ne spoznam, kje soš ti spoznal na glavo, če si internist, če se na človeški spoznaš. Ko je pa tam zagovarjal kolega psihiatra. Psihiatrijo treba ukiniti, pa na filofaks dati. Ker pri njem zdravijo telo, pa se pa zdravi duševnost, kjer software, računalničar mora misli odvozlati. Ne pa da misli, da bo s tableti možganem milijardo živčnih sinapsij. Sploh ne vejo, kjera sinapsa deluje, kjera je ključna, kje je error, samo ena tabletka je pa slučajno so odkrili, da halucinacija zgine pri psikozah. Ja, pa organ tudi crkne, pa so pa Viagru not dali, da je zdaj organ dela, simptom crkne, one se pa ne 100 kil zredijo babe, recimo, pa zakon crkne, dec ima ljubica, ona ne more seksati, ker kak orgazm. Psihiatr ni manj kriv, da je zakon razpadel. Tam kar tablet, že tele družinske zdravnice, kar antidepresiv. Pa ne, pogovarjati se treba, jedro je treba odvozlati, zakaj imaš, ne, ja to pa to je bilo otroštvo, pa treba zovidno pride do zgodbe z otroštva, pa se pa depresija umakne. Psihoza se bolj zajebane, pa bipolarna motnja, ne, norosti. Skratka. Ko praviš na tezo, Vodeb ni Freudovec, obnaša se kot da je Freud Vodebovec. To so eno očitki poletijo na tebe čas. Ja, jaz sem bolj freudovski od Freuda samega. Če jaz več vem kot Freud, če bi ti Freud, pa jaz se spregu z njim. Kakšna je dodana vrednost te tvoje knjige, kakšen je doprinos? Kaj je tudi taska, kar Freud ni vedel, ti pa veš? Freud v tem seksu ni več vedel. Malo je vedel, da se nekaj dogaja, mislim, politična analitika,
vse so dobri naši, predvsem desni, ker levi mora zdaj lagati. Gregorčič se je ful dobro popravil, ali pa Bernard Nežmah, pa Levičar recimo, pa Lukšič, Jeretič, Predinaču, so vsi levičari. In oni pa zagovarjajo svoje. Jaz grem pa noter, ne, jaz pa kjel seks dreznem, ne, pa še imam te raznih svoje žene, ali pa ljubice ministrov, ali pa kako poslanc da tam, kolegici je dal 500 evrov, ne, pa sta se žgala celo noč. Se gledal, ne več tega delati. Je bil to klušen, fant, sem ga imela nikoli ne nikog delal, kot ta. Ja, veš, tečno babo, ima da 2 let seksa, pa to seks bombo dobi, 25 let staro. Se rekel, ne več tja jet, jaz se mi 1000 evrov ponuja, poslanc. Sem tu ni v tem mandatu niti prejšnjem, ali kar nekaj nazaj, no. Mislim, jaz take stvari vem, ne, ali pa kako ste pa vi direktorca ratali, mi sram povedati. Ne morate tam vedeti, pofafala sem ga. Pa me pa imenoval za direktorca. A veš, pa na listo te kvote pa take, ja, pa une kure tam pet rabimo kvote. Pa dobiš tiste butaste babe noter. In sorry, no, ženske, ki imajo tisto moralno razsodnost, recimo na sočutju zgrajeno, so ful koristne, sem ne s kvotami srat, no. Pa dobiš one blondne. To je kot tekmovala, kjer je bolj nora. Te 4. Pa ne upam povedati, ne spet dobo policija, kogarke. Kako se prodaja knjiga? Imaš kakve odzive, povratne informacije? To mi skrivajo, jaz ne vem, to je 500 izvodov. Kje bo 500 izvodov? To so dali ponatisniti, sorry, mislim. Jaz nisem toliko buta, da ne vedel, da je več natisnenih izvodov. Uno knjigo o spolu, ta rdečo, ne, prvi spol. Jaz se še nisem v tiskarni še bila. Že na Bog so jo prodajali. Lobi tiskarski. So še tam une, den izvod. Preden si je sploh dobil v roke, je že bila na Bog. Pa sploh še ni nikjer. Ne vem, koliko so. Tu je, pa je, danes smisel, da je kar izročitelj, je nekaj že, ne vem, 10 dni je že ni dobila. Ja, to je zmanjkaj, pošlo je v enem mesecu 500 izvodov, po enem tednu. Se pravi, kdor želi, lahko danes dobi to knjigo, ne? Ja, ne, bi rekel, rajdete gospodinje.si, tu uradno založnik prodaja, ne. Jaz pa niti ne smem tako, ne. Razen, če se mi zelomi, pa se mi pa zgodi. Več ne moram če, ali mi date knjigo. Povedal si prej, da imaš 17 zvezkov napisanih od teh tvojih... Še sem jih pokazal, ker mila smo se malo dobila, ja. Telo, kjer mislim, si jaz zmešljujem. Ja. Kdaj boš napisal drugi del knjige? Imaš v načrtu? Imam v načrtu, zbiram te najbolj odpiljene zgodbe, predvsem žensk, ker moški to skrivajo. Sem kuna se izpove. Ja, veš, da vse delca pove, ko je hotel vse, ne? Ta je pa hotel to pa to, ne? Ena je rekla, sej nisem bila kaj preveč snima, pa sem je hotel na glavo posrati. What? Sej sem takoj šla. Mislim, to scanje je to šumrske, to je zamira do mame, ne scanje, pa posrati na glavo, mislim, da je boljši ljubčka, ne? Ka take. Se pravi, marsikaj slišiš. Zanč, gospa, sem rekel, tule ta zgadeca, to je treba ga iz spola izpisati. Kaj se seksa nazadnje? Seks bomba dobra še pa še. Lani, po moje. Lani. Pa je... Lani. Pa vete kaj, tule vam moram povedati. Ne pustite mu ga fafam. Jaz bi pa to toliko rada ubiti hudiča. Ne? In se ga ubili. Spisali spola. Mislim, tako mislim, kjer bo kjel, to psihiatr kjer vprašal. Jaz bi te buta stvodem to vprašal. Ja. Zdaj bi pa mogoče jaz povabil v debato, če ima kdo kakšno vprašanje za Romana. Te moram rekel, da je zdaj tule 100